Gledate oddajo Klepet ob kavi. Drage gledalke in gledalci, vsak od nas si želi, da bi temu svetu vladala ena sama ljubezen. In pogosto si rečemo, kaj šele, da si res zaljubljen vsak dan, da živiš z nekom, s komer si deliš najlepše trenutke, s komer si lahko naravnost genijalen to, kar si, ker je tudi odnos vašega partnerja do vas naravnost genijalen. Pa je to sploh mogoče? Poznamo koga, ki živi v takem odnosu? Z nami sicer res da mladenič, ampak Andrej Pešec, bova rekla strokovnjak, ogromno veš o odnosih in res hvala, da si v našem studiu ponovno. Andrej Pešec, dobrodošel. Hvala lepa. Kaj se zgodi, Andrej? Najprej tista uvodna zaljubljenost, potem pa kar naenkrat si ljudje lastijo drug drugega. Zakaj se dogajajo vse te stiske v odnosih, ki so tako zelo pogoste, o katerih pogosto poslušamo? Zakaj recimo mama, ko je mali otrok, vidi samo najboljše v njemu. Čeprav pluva po njej, kaka včasih po njej, polula se včasih po njej. Mama si misli, lega moj, kak je lep in moj mali pikec. Pa čez čas, ko pa začne mama planirati, kam bo ta fant šel v šolo, sploh če so načrti malo različni, ne, njeni od njegovih, zna pa hitro prijeti do nesporazumu. Zato verjamem, da je v začetku vidi vsak izmed nas osebo ali pa dušo v vsakem posamezniku, s komer pride v stik. Ko pa začneš poskušati uživati neposredno ali pa direktno eksploatirati osebe, s katerimi se v stiku, se pokaže pa hitro naš ego, ki ga imamo vsi. In zato verjamem, da je velika umetnost ostati na eni taki zdravi liniji, kjer se ohranja spoštovanje, dobrota, hvaležnost, kar je pa velika umetnost. Andreja, je to neko pričakovanje, torej mama zaljubljena v svojega otroka, potem pa kar naenkrat odne v Boga, ker ne gre po poti, ki si jo je ona zamislila, oziroma ali pa za očeta enako velja. Ja. Ker je to neko pričakovanje, kdo naj bi ta duša bila. Se enako zgodi v partnerskem odnosu, da mogoče pričakuješ od druge osebe, da bi morala biti taka in taka, kot si ti naslikal, oziroma delovati tako, kot si sam zamislil. En avtor piše, da otroci niso poslani, da mi uživamo v njih, ampak da nas osramotijo. S tem, da vidi se tako ali tako v odnosih, sploh v partnerskih, v službo lahko zamenjaš z lahkoto, greš nekam drugam, pa se znajo včasih zadeve iste ponoviti napram tem, kar si jih imel v preteklosti. Zato verjamem, da sploh odnos partnerski, kjer je največ uživanja tudi povezanega en z drugim, najhitreje razkrije vse naše skrite točke. Zato je zelo varno imeti v domu en tak sveti kotiček, ki te vsakega časa spomne, da nisi tukaj ti zdaj, da boš ti maršal Tito, pa ne vem, komandant Stane, da boš komandiral vse ljudi okrog sebe. Ko sem predaval v Postojni, en gospod, ki je bil celo predavanje tiho, videl se ta s takimi šesi poslušal ves čas. Pa, ko je poprašal, se je vedel, zdaj da bo neki pametno predavanje, Andrej, na temo odnosa. Na temo ženske in moške. Ja. S tem, da knjiga tudi ni napisana samo na teme partnerstva, ampak konkretno ženska. To je ta knjiga, ko jo omenjaš, ženske in moški, tvoja knjiga? Pa napisal sem jaz sicer, ampak je večinoma znanje povzeto od različnih avtorjev, plus določen teren, kjer se pokaže v praksi, da dejansko marsičesa ne vemo o tem in verjamem, da ko bomo pravilno zastavili odnose med moškimi in ženskami, vse ostalo se tudi avtomatsko reši. In ta gospod je rekel na predavanju, je rekel, Andrej, povejte vi meni, vi veliko o tem berete, veliko veste očitno, povejte mi, zakaj imajo ženske tako veliko potrebo po tem, da moške spreminjajo. Ja. Zdaj lahko bi tudi obratno se je reklo, ne? Ja. Zakaj? Zato, ker je samega sebe težko spremeniti. In partnerstvo je ena od največjih bližnjic, kako uživati preko drugih, kar pa hitro ti pokaže ljudje, ki so poleg tebe, da to preprosto. Andrej, se mi zdi ena zelo pogosta težava, da ženske kritizirajo moške. Zelo hitro. Kaj si naredil tukaj, zakaj nisi postavil takole. To je zelo, se mi zdi, destruktivno za vsakega moškega. Ja, dame imate en dar, da hitro opazite vse napake v nas. To je materinski dar, ki je dolžen pri otroku malemu videti, kakšne stvari se da še boljše delati. S tem, da same oblikujete moške z svojim pristopom, z besedami, z mentaliteto. In reče se celo, da v umu je najboljš, če ne razmišljaš preveč grdo o ljudeh okrog sebe, ker vidite, da ko ste dame slabe volje, takrat je še kaj drug slabe volje. Vsi čutijo napetost okrog. Enako, ko dame sijete, vse ostalo sije. Spet, zakaj dame opazujete, hitro opazite naše napake? Zato, ker nismo moški več trenirani, tako kot so bili včasih. Včasih so bili pri 20 letih, pa še danes poznam par takih junakov, še mlajših od 20 let. Ona vidiš, točno ve, kaj je, točno ve, kako funkcionirati. In zato pride za nas v obliki, se pravi, palca
v obliki žene z valerjem, ki te šola, določene stvari, ki jih je lažje ali pa boljše se na drug način izvečiti. Torej, ni poslanstvo partnerke, da bo oblikovala partnerja, da bo tak, kot bi moral biti Andrej, ne? Pa poanta je, dame se poznate kot vrat, se reče, ste kot vrat. Ne? In recimo, na primer, namesto en avtor pravi, da je ženska še danes institucija v Rusiji, v obliki tega, da točno ve, kdaj kaj narediti, kdaj kaj reči, kdaj tiho biti, kdaj rikverc, kdaj levo, kdaj naprej. In umetnost. Pa Andrej, žena tudi ve, ali je mož še žejen ali ni več žejen, ne? Ampak o tem boš spregovoril na dogodku, ki ga bo gostil Klepet ob kavi 26. novembra ob 18. uri, je tako? Tako, preko spleta. Preko spleta, na Zoomu torej. Kje se lahko prijavimo na ta dogodek? Prijave so preko Klepet ob kavi. Dobro. Okay. Tako. Torej, to bo zagotovo nekaj, kar priporočamo vsem, ker vsak od nas potrebuje dodatna spoznanja, ker smo si resnično moški in ženske med seboj različni. Ne? O tem govoriš tudi v knjigi. Kakšne so razlike že čisto fiziološko med moškim in žensko? Mislim, ene so očitne, v zoni, so pa predvsem tudi na psihološki ravni. Opazujte recimo, da pri moških nekako direktno se reče narodno deluje ali naša glava ali pa drugi deli telesa. Modrost uči, da delujemo ali na razumski ravni ali pa na sentimentalni ravni. Kar vidite, da največje izzive imajo fantje v šolah, nekje 3. triada, dijaška leta, ne veš točno, zakaj se gre. Na predavanja večinoma pridemo šele po 35-40 letu, ker se takrat malenkost emocije umirijo, hormoni dajo mir in začneš končno malo svoj razum uporabljati. Pol vidite, včasih dama se z možem sprehaja po promenadi, on nekem pogleda tam učke, kar grejo, pa si misli ona, pa kaj s tabo, kam zdaj gledaš, tukaj sem. V smislu dame to drugače naredite, kadar pogledate. Ne točno veste, kako se tam od kamere odbija, kako se gor od kandelabra, kako se od knjigice odbija. Se pravi, moški vejo tudi, ko mi gledamo naokrog, ne? Pa večinoma sicer, s tem, da jaz lahko rečem, ko sem pa začel to opažati, pa vidiš, da je včasih kar malo zaboli, ko vidiš, koliko malo resnične predavnosti pa zvestobe je v odnosih, ne bomo v procentih, ampak je zelo, zelo mali delež. In kadar tudi ni predavnosti v obliki tega, da v srcu čutiš, da je oseba poleg tebe, da res to je, s tem ali pa to bom preživel to življenje in gremo dalje. In si včasih probamo na čudne načine popestriti življenje. Zato je pa pri damah razlika v obliki tega, da pri vas pa vedno hkrati deluje in razum in pa emocije. To lahko vidite v tem, da v toplicah moški lahko je zapufan, lahko je nervozen, ga iz službe vržejo, pa se nekam v džakuzi vsede, lepo mehurčke, lepo malo premetava sem tja, se lepo naštima gor. Vidiš, dama pa poleg, lahko je glihkar dobila 13. plačo, pa mesečno rento, pa otroci odrasli, pa ni, pa se nekam vsede gor, pa gleda tako nek ventil gor, pa študira, ali sem zategnila doma tiste marmelado, ali bo, danes je sin na cesti velik. Večina ima veliko težje, izklopi emocije, kar je dvoje ima svoje pluse pa svoje minuse, zato verjamem, da vsak od nas naj bi imel zdravo ravnovesje damskih lastnosti, nežnosti, ljubeznivosti. Andrej, je rešitev, ne? Če bi mož malo podplatke zmasiral, pa bi tudi ona pozabila na težave doma. Ampak v resnici v partnerskih odnosih delamo kar nekaj takih drobnih napak, ki pa se potem nalagajo in potem ni čudno, da se zgubi tista intimna srčna povezava. S tem mora biti pri ženskah res pogostim dnevnim nerganjem, kaj je vse narobe. Kaj se ti pa zdi, da recimo bi moškim svetoval? Da bo odnos cvetel, da bo njegova žena zadovoljna, da bo vsakodnevno življenje med njima vse lepše in da bo ljubezen vse globlja? Prvo je, moški mora imeti cilj zelo jasen, vzvišen v življenju. En psiholog pravi, da ne more noben psiholog pomagati moškemu, ki nima jasnega visokega cilja. Drugo, svetuješ lahko to, da tudi religije učijo, da moški taki vodi v odnosih. In če moški smatra, da bom zdaj vodil tak, da takle, kažem, tamle mi teglic prines, pa stopala zmasirati, pa skuhati, je to ena taka velika iluzija. Moški vodi na drug način. Se pravi, če želim jaz, da bo nekdo mene spoštoval doma, moram jaz njih spoštovati. Če želijo drugi, da bom jaz njih poslušal, moram jaz najprej njih poslušati. Če želijo, da me bojo spoštovali, moram znati v prvi fazi sam s seboj delati. Za moške je zelo važno, da nikoli ne zgubimo živcev po nepotrebnem, kar ne pomeni, da bom zdaj zatiral emocije, pa se mi bo videlo daleč, da bom počel vsak čas, ampak da znam z močnejšim razumom biti močnejši od emocij svojih. Plus lahko bi jim rekel še to, da so dame nekaj najbolj nežnega v tem svetu. Na vzhodu ima rdečo pikico na čelu, da nas spomne, da je tako, kot imate na kameri, rdečo pikica je na gumbku za snemanje, nas tudi to lahko spomne, da pazi vse, kar rečeš, vse, kar narediš, se snema. Tako da bod dosleden, bod
korekten, pa ne spet pomagi, bodi dober, ne si pa pusti, da boš postal pa oprod ali pa postrešček v očeh domačih. Zato bi tudi tukaj mogel moški, veliki izziv za nas je razum pa srce povezati. Aha, krasno. In tu je potem ples obeh, da sta oba pozorna in budna v svojem odnosu drug do drugega. Andrej, kaj pa samski? Ogromno je samskih ljudi, lažje je biti sam v bistvu, kot pa skočiti v to veliko pustolovščino življenja še z nekom, kjer morda tudi duhovno najbolje rastemo. Imaš kakšen tak nasvet za nekoga, ki se boji ljubezni ali pa je velikokrat že bil razočaran in ima to fiksno predstavo, vsi moški so enaki, vse ženske so enake, bolje je biti sam? Ja, ljudje velikokrat rečejo, imam veliko izkušenj, vsi moški so taki, mogoče imaš vzorc mali, 3-4, si dobila takšne, ki so ti ene stvari potrdili. Drugače pa jaz verjamem, da mi sreče ne bi smeli dobivati zgolj in ne samo od partnerja. Ampak vidite, dame, ko pridete domov, kaj vas doma čaka? Manikerka, pedikerka, maserka, ali imate doma praviloma poln ajmer posode za pomit, ali imate poln čeber za kopalnici za spucati. Enako moški pride domov, energijo filati. Otroci pridejo iz šole celi šokirani, ko je zdaj to v šoli neka teorija, kako se to povezati. In če doma ni nekega generatorja, ki vse to zna povezovati, pa ki daje naprej, avtomatsko bo nekaj zmanjkalo. Tako da verjamem, da bi naj vsak od nas v prvi fazi čim več dajo na inteligent način. In družine, kjer se tekmuje, kdo bo več na lepši način dal en za drugega, kjer se prevzema odgovornost za vse, kar se dogaja, kjer se ne kaže s prstom, pa kjer gremo v isto smer. Se pravi, smer gor je pa smer dol, se reče. Se pravi, če bi račal naprej, je treba vedno bolj preprosto, ponižno, hkrati pa odločno delovati. In verjamem, da je dobra družba močnih, srečnih parov, družin nekaj najlepšega. In tudi verjamem, da se bo v bližnji prihodnosti v različnih vseh krajih bojo družine, pari, ki bojo kot neke vrste prijatelji, dobronamerniki, učitelji, pa mentori ostalim, pomagali predvsem kako na področju, kjer je nažalost največ umorov znotraj familije, kako se lepše znajditi. Pa čudovito. In lepo si zdaj povedal, da na nek način res ne pričakujemo od partnerja, da nas bo usrečil, mi pa nenehno ne pozabljamo nase in na svoj energijski potencial, da bi zase naredili nekaj. Seveda. In to so potem ti vzorci žrtve, poglej, kakšen je do mene, kakšna je do mene, namesto da bi najprej verjetno usmerili pozornost na svojo srečo in potem res lahko iz tega dajemo drugemu. Ja. In to gre lepo eno z drugim, verjamem. Zato verjamem, da je za dame zelo važno, da delate tisto, kar radi delate. En avtor, ki sem ga citiral v knjigi, pravi, da delo služi moškim, da se razvijamo, ženskim pa, da se spočijete. In sicer to zdaj bo rekla, čakaj, ti ne veš, v kakem raufom, ko jaz delam, ali po rudniku, ampak poanta je zelo, zelo važna stvar. Ker dama, sploh vidite, v odnosih več dajete, ogromno energije dajete. In s pomočjo spremembe komunikacije, recimo primer, namesto da ko pride moški domov, kot pa hodiš ti krota pjana, ne spet ti pa ta tvoja družba, raj lepo, vidiš, dec ima slab dan, lepo ga pustiš, ne gre v svojo jamo za nekaj časa, pokličeš, Andrej, kaj je? Si kaj lačen? Ja, kaj pa je? Ja, tukaj zahar torto imam za tebe, palačinke, balarame sem ti pripravila. In tako je, sploh moški, vsak od nas, ampak sploh moški. Kdaj je najboljši čas za pogovor? Pojedi. Pojedi. To same, to morate dama dobro vedeti. In pa vedite nekaj, da moški bo hotel voditi, noben moški ne želi biti podrejen ženski. In zato je pa zelo važna lastnost za vas sočutje, kljub tem, da ste bolj zrele emocionalno pa socialno, že prej kot pa večina nas, da ignorirate naše pomanjkljivosti in da poskušate nas na elegant način tak dvigovati. Zato je v teh časih nekaj najtežjega se kot ženska roditi, verjamem, ampak hkrati najlepša priložnost, kako ljudem okrog sebe res pomagati. Tako da, ja. Krasno, Andrej. To je zdaj res en kup enih čudovitih nasvetov. Velikokrat pa slišimo, pa vedno znova pozabimo, da recimo, ko pride pa ženska domov in je polna občutkov, čustev in bi najraje vsako najmanjšo podrobnost podelila s partnerjem, on pa kar naenkrat, katera je tista najbolj pogosta napaka, da takoj ponuja nasvete, namesto da bi samo poslušala. To drži, se je tebi tudi izkazalo, ko delaš moški mi izziv. Sploh, če nam dame zelo emocionalno pristopate, moški večinoma niti ne prenesemo take bolečine, ker ve veliko globlje in žalosti in ostale stvari doživljate. Zato se damam priporoča v prvi fazi vsaj poskušati, ko k njem pristopiš, vedeti, da na nivoju čustev imamo določene pomanjkljivosti in na čim bolj miren način stvari odpreti, predati. Moškim pa, da če ne boš ti poslušal žene svoje, bo naravno začela srce odpirati v službi nekomu, kar pa spet ne vem, kako bo te všeč čez čas.
Ker verjamem, da je to res, kar je tudi en avtor napisal, da je tvoj mož ne tisti, s katerim spiš, ampak tisti, kateremu srce odpiraš. Joj, kako lepo. Zato verjamem tukaj, da je zelo važno za moške, da se naučimo to delati. Hkrati pa, recimo primer, en gospod je prišel pred leti domov, ne, mamo na kavču, oziroma ženo na kavču, zmatrana. Ne, in večinoma jaz vem, kako bi reagiral, pred časom bi rekel, ko pa ne, jaz tukaj delam, ti pa na kavču, pa tle vse umazan. On pozna, kako treba delati za damo, sveta oseba. In gre v kuhno, ne, začne pomivati posodo, ona pride do njega, vzame krožnik v roke, pa tako pogleda, pa prav, tukaj si še nekaj pozabil, ne? In kako bi večina moških v taki situaciji reagirali? Pa dej, ko mi tle daješ, jaz nam je s tebe pucam, bež. On pa lepo pogleda krožnik, pogleda njo, pa reče, lej, jaz lahko cel življenje treniram pomivanje posode. Sam ne bom pol toliko pomil posode dobro, kot to narediš ti. Tudi, če si zmatrana. In ona, ko vidi, da je on pripravljen iti korak iz svoje zone, s tem, da ona dela tega vsak dan, ni, ne vem, naiven, ampak je oseba, ki ima izrazito balansirano in razum in srce. In tudi, ko sem sam opazil, da je določenih stvari preprosto ne znam, dosti hitro pri 23, da sem klukec na področju odnosov, sem začel take osebe poslušati. In so nam dostopni posod, literatura, kvalitetna osebna družba, splet, tako da zelo priporočam. In to, da čim manj nasvetov takrat, ko smo dame razburjene, ko potrebujemo samo neko uteho, samo nekoga, da bi nas poslušal. Je tako? Meni je bilo rečeno pred časom, da lej, tudi ko ti kaj tazga pojamram, samo posluši, kar mi pa imaš zapovedati. Mi povej pa, tako ko smo kje na kaki plažici, pa ko smo zvečer, ko se malo naštimamo, takrat v pravem času. Zato verjamem, da bi vsak od nas psiholog naj postal. Ne eden, ki zna letnice, pa to preprosto kako s takim profilom, s takim, vsak izmed. Andrej, kdaj bi pa rekel, recimo, za te rosno mlade odnose, kdaj je pa res morda trenutek, da ta odnos mi ne služi? Kdaj smo pa potem v tistem začaranem krogu sam ne bi bil in kar trpiš in vztrajaš? Se ti zdi, da je pa nekje tudi neka točka, ko pa je mogoče bolje, da greš svojo pot oziroma nekje po letu pa pol se večinoma vidi, ali sta dva za skupaj ali nista, in čez glavo skozi zid rineš vprašanje, čem je smisel tega. Sploh za dame je pomembno, da res cenijo pa spoštujejo moškega, zato ker izredno vpliva na našo samopodobo, to na kak način nas vidite. In je treba tukaj biti iskren do sebe. Spet človek, ki ni sam zadovoljen sam s seboj, s komerkoli se boš povezal skupaj, zna biti spet problem, precej hitro. Zato v prvi fazi se priporoča, da že ko si sam izučiti se osnove, vsaj teoretično, trenirati dajanje, trenirati razum svoj, in pa, ja, videti v vsakem odnosu, kdaj je prišel čas za. Ja, ker morda se tudi vsak pri sebi nekako naslika, ne? Če je 90% lepo, pa tistih 10%, če ne da na zobno pasto pokrovčka, ne, je to lahko mirno med tistimi 10, ker ni tako pomembna stvar, ali pa če vedno znova brisačo pusti na tleh, ne. Ampak vendarle večina odnosa hitro pogledaš, če si, kot rečemo, naliješ čistega vina, ne? Koliko je pa tisto jedro in osnova, kje si, ne? Ta refleksija notranja, ne? Tako da, gledajte, odnosov je 5 nivojev različnih osnov. Eden je, kjer dva samo uživata en v drugem, ne? Kjer se izkoriščata in slej ko prej poči v takem odnosu. Malo višji nivo odnosa je, kjer dva hodita okrog, se paseta po svetu, pod narekovaj, malo BTC, pa malo tjale gor, malo Maribor. To je na nivoju uma tak odnos. Tudi nikoli dost. Pol tretji nivo odnosa je na nivoju ega, kjer smo priznana TV voditelja, priznana Mariborčana, Ljubljančana, greš mal ven, te ljudje vidijo, ne na račun tega nahraniš ego, spet pa doma pa nekaj manjka, če sta dva, ki imata veliki ego. Četrti nivo, kjer na nivoju srca sta dva povezana, se pravi, ti si super, jaz sem tudi okej. In imamo pa rezerve in ti in jaz, in če se tega zavedamo, če uživamo v tem, ne pa samo v slaščicah ali pa v čem drugem, ne, na dolgi rok lahko prosperiraš. Najvišji nivo odnosa pa, kjer dva skupaj probata na najvišjem nivoju, na svetem nivoju delati neke stvari za svet. In tukaj ni problem, ali je tole takle ali takle, bomo nekako se znašli. Pa Andrej, ravno tu so te res napake, vedno znova se vračava k tem napakama, ne? Kaj vse obremenjuje neke odnose, ko bi pa morda se z nekom pogovoril ali pa malo od zunaj pogledal, pa vidiš, da so to nepomembne stvari v resnici. Zato verjamem, da treba imeti smisel življenja, pravi. Če ne se bomo z malimi nesmiselnimi stvarmi preveč ukvarjali. Plus vedite tudi, recimo, moški bi mogli vedeti, da ste dame zelo senzibilne, zelo nežne, da treba z vami zelo nežno, skrbno delati. Dame bi mogli povedati, da imamo pa moški, sploh tisti, ki ne trenirajo zavestno enih zadev, da se hitro naš ego vključi. In hitro rad, ki reče, on je pa tak narcis, ni res narcis, preprosto njegov razum vključiti. Jaz imam primer sorodnika, ki je večkrat rekel, spet ta vaš vrač, s tem doktorju hote, ker smo šli k enem ajurvedskem zdravniku, pa sem pa jaz dojel čez čas, da sem napako naredil. In sem ga vprašal, kaj si ti misliš o farmaciji sodobni? Ja pravi, saj veš, neke dobre, neke manj dobre stvari.
dopuščaš možnost, da gremo k kakim alternativcem čez čas, dopuščam. A bi te motili, če jaz peljem? Ne bi me motili, sam mene ne nikamor voziti. In v 30 sekundah, nekaj, kar je prej včasih mesece, konflikt, zato sploh na področju odnosov ste dame praviloma bolj inteligentne. Ampak treba si vzeti čas, preučevati osebo, s katero živiš, preučiti jo, sebe preučiti, druge preučiti. Z zanimanjem, kdo je zdaj ta človek. Ne pa naj se postavi v neko sliko, ki si jo sam naslikal v svoji romantični predstavi. Zato verjamem, da je poanta vsega, če na osnovi dobrote ali pa ljubezni se dela, vsa filozofija je odveč. Če imaš resnično rad človeka, vse jasno postane. Andrej, še enkrat bova spomnila, zelo, zelo zanimivo, kar poslušala bi te, torej datum je 26. 11. Zagotovo se vidimo, vključimo se na Zoom preko Klepet ob kavi. Jaz tudi pridem. klepetobkavi.si. Ob 18. uri to bo zelo, zelo koristno, pomembno predavanje za vse, bodi si samske, poročene, malo srečno, malo manj srečno, kajti vsak odnos je lahko dejansko genijalen. Si to sploh še zamišljamo v teh naših življenjskih zgodbah, da je nek odnos res lahko, da si ti lahko popolnoma sproščen to, kar si v spoštovanju in si deležen enakega odnosa. To je ravno ironija, da mi naravno čutimo, da obstaja popoln, genijalen, srčen odnos, kjer si točno to, kar si, kjer nekdo tvoje pomanjkljivosti razume, tolerira. Hkrati je za vprašati se, kako to, da mi tako verjamemo v takšen odnos. Zato spet nekaj smo na televiziji, na filmih videli, marsikaj v knjigah prebrali. Ampak verjamem, da vsak izmed nas je takšnega odnosa naravno vajen. V odnosu do narave, do življenja, do vesolja, do Boga, kakorkoli, kjer bliže. In če začnemo ta odnos vsak po svoje obujati ali pa poskušati gojiti, go negovati, služiti, da je praktično vsak odnos tudi ostali se postavi v pravi kontekst. Tako da ne bo pa na lekciji govora samo o partnerstvu, ampak o moški pa ženski naravi. Ker konkretno do moškega, enako kot se recimo do moža, do očeta ista dinamika, do sina ista dinamika. Tudi v knjigi par primerov lepih opisanih, kako recimo se s sinom da na lep način komunicirati. Sploh kot mame, če direktno, dominantno poskušate od njega nekaj zahtevati ali pa je večinoma efekt kontra, se pravi upornik. Tako da, lahko še ta primer recimo kratek. Andrej, fantastično se mi zdi, da si današnji klepet začel prav s to vzgojo, kako že svoje otroke vzgajamo po lastni predstavi, namesto da bi nas zanimalo, kdo je zdaj ta božanska duša in kaj bo iz nje, oziroma kaj nam bo povedal ta otrok, namesto da ga mi sami obremenjujemo s svojimi predstavami, s svojim kalupom življenja. In tu lahko veliko naredimo že za partnerski odnos našega otroka, ker to se bo zgodilo hitro. Otroci tako hitro odrastejo, leta letijo. Se pravi, povezuješ ti s tem težave v partnerskih odnosih, s temi vzorci iz otroštva? To so na tak način, kot vidiš pri očetu, pri mami, boš avtomatsko preslikoval naprej, če ne boš enih stvari v zavesto. In če ima, ne vem, punca pri mami primer, da je mama, da ni ravno materinska, bo avtomatsko ona naravno to razvijala. Razen če je redek biser, ki vidi, da so rezerve, kot čebelca se naučiš nekaj od mame. In zanimivo tudi, da otroci večinoma imitirajo odnos mame do očeta. Avtomatsko mama se do očeta obnaša tako, kot se oče do mama obnaša. Pred leti so me klicali eno izmed šol na Pohorju, pravi, prid predavati, otroci nobenega ne poslušajo. Pa sem prvo rekel, dajmo prvo starši pa z učitelji med predavanjem. Pa sem vprašal učitelje starše, koga vi poslušate? Tako čudno gledajo, so rekli, mi smo učitelji, pa koga vi poslušate? Ker če mi kot starši, pa vi kot starši, če ata pa mama vse vesta, bo avtomatsko otrok vse vedel. V povezavi s tem, pa v šolah, kdo dela večinoma danes? Prvih 5 let imamo stika z ženskami. Kar je takrat sploh je dobro, da je čim več pogovora, dotika, objema. Potem drugih 10 let imamo stika v šolah s kom? Z damami spet. 80% dam cirka v šolstvo. Potem pri 15 spet začnejo sploh fanti o čem preveč predvsem razmišljati. Ne ravno o enačbah, pa o integralih, pa o periodnem, ampak začneš o simpatiji, kamorkoli greš, imaš simpatijo pred sabo. In začeli smo s tem, da pri moških ali razum ali sentiment. In zato, ker smo ves čas v stiku samo za žensko energijo, na dolgi rok, samo redki filozofi, ki se skrivajo po kevdrih ali pa po kakih učilnicah, močno razum koristijo. In je zato tako važno tudi tukaj, da pogledamo, kje so kakšne rezervice. In tudi ta knjiga je bila napisana, se pravi, ta je bila druga, prva je pa vzgoja motiviranih, zdravih in pa
odgovornih Pa otrok. krasno, Andrej, ker pogosto si res kar naslikamo, ne? Če bi me imel res rad, bi mi kupil rože. Imamo neke predstave o tem, kaj pomeni, da te ima nekdo rad, Ja. in pozabimo na svoja lastna občutanja, tisto pravo ljubezen. Sploh vemo, kaj to je. Ali si pogosto v mladosti naslikamo neke predstave in če nekdo ne zapade v ta predalček, tista past, o kateri sva že nekaj danes povedala, Ja. ne? Je zelo, zelo pogosta. Če rekel je to in če ne bi tega izrekel, in zame je to znak. Če bi me spoštoval, bi pobral tisto nesrečno brisačo. Ne? Tega je res ogromno v teh odnosih, zaradi česar se ljudje preprosto lahko celo ločijo, ljubezen je pa... Ali pa še kaj hujšega kot ločijo. Zato, vidite, verjamem, bil sem prej na obisku pri menihih, je rekel, lej, za eno stvar smo se menila, je rekel, mi nimamo cajta za to, mi imamo bolj važne stvari za delati. In zato ne ob malih nijansih zapenjati po nepotrebnem. To nekaj pametnega početi, služiti narod, služiti svet, vsak po svoje, ne probati druge peglati. Človek, ko poskuša začeti sebe spreminjati, vsako to proba, vidi, kako je to težko. In ko vidiš, da sebe ne moreš praktično ono se premakniti težko kam, vidiš, da druge menjati pozabi. Zakaj so lahko pa druge menjali? Pedro Opeka, Mati Tereza in pa podobni? Zato, ker so sami neverjetno sebe Pa spolirali. to spoštovanje, na primer Pedro Opeka, do vsakega Vsake osebe, otroka, ja. do vsake osebe, to je tisti občutek nekega božanskega bitja, ki je ob tebi. To je to. Ne? In se mi zdi tako res v naši zahodni civilizaciji zelo pogosto se lotevamo spreminjati partnerja, predvsem pa take neumnosti, res malenkosti, ki pa nažirajo žensko iz dneva v dan in seveda tudi moškega, ne? To nerganje, to... Zato so dobri, recimo, kakšni, ko sem bil v Ukrajini pred leti, sem prišel na en festival, kjer so bili moški in pa ženski klubi. In prvo sem probal na ženski klub poleteti, da vidim, kaj se meni, so rekli, tukaj je nemogoče. Ampak ne klubi v obliki tega, da se učimo, kako zapeljevati na drugega, ali pa v strasti se reče temu sanskrito, ampak v tem, kako ohranjati, kako gojiti odnos. In jaz sem že takrat predaval v Sloveniji tudi na razne teme, ko sem prišel na moški klub, ali bo veliko mlajši tudi od mene tam. Sem se lepo v en štok usedel na tla, v nek steber in sem poslušal uro, 2, 3 vsak dan. Ker so bili poleg mene neverjetno razviti, izredno močni moški. In to je nekaj, kar je zelo priporočljivo tudi pri nas, spraviti v prakso. Drugače pa ja, ena zgodbica pravi, če imamo še čas za njo. Liše. Ena gospa je prišla pred leti v Ljubljano in končno nekaj pametnega, eno stavbo veliko postavijo, kjer imajo moške različnih kategorij. So pa rekli na recepciji, lej, v prvem štuku imajo take, drugem take, tretjem take, šestem take, naprej pa ne moreš iti. Ko greš više, rikverca ni. In pride v prvi štuk, pravi, tukaj imamo pa moške, ki so zelo, zelo pridni. In si misli, super, vzame, moj prejšnji bil labohar, zapušanc, dajmo. In hoče iti, ne, pa reče nekaj, daj počakaj še malo, ne, imaš gor više. Gre v drugi štuk, moški, ki so zelo pridni, delavni, pa še otroke imajo radi. In že pravi, super, družinski človek, daj vzamem, fino, gonginca, igrišče. Pa je nekaj reče, ne preden gre noter v sobo, pa daj punca, ne more zdaj, počakaj malo, ne boš nikoli vedela, kaj je gor. Tretji štuk, pridni, radi imajo otroke, pa še bogati. Pa reče, čakaj malo, tu pa zdaj važna je potreba, ne, damska, so prav potreba po varnosti, neki pri skrbi, ki se velikrat v denar, včasih moški to narobe razum, to je potreba po varnosti. Če pa samo denar moški da, ne pa tudi emocionalno varnost, bo pa ljubosumon, ko bo prišel kam, kjer bojo moški bolj napredni, zreli in ga bo neki pral, ga bo neki matral. In gre dama že skor noter, pa je nekaj reče, dej, dekle, počakaj. Lahko še boljše dobi, ne? In gre četrti štuk, tam so še lepi povrh vsega, prav, dej, počakaj, pokaži mi enega lep, bogat, ne morem verjeti, dej, da vidim. 5. štuk, pridni, otroke radi, bogati, lepi, pa še Boga imajo radi. Prav, zdaj pa če pa še to, pa to pomeni, da bo rad, da bo zvest, da bo pošten, da bo srčen, da bo velikodušen, gremo noter, zagrabi za kljuko, že skoraj prebije. Pa je nekaj reče, pa dej, dekle, 6. štuk, kako boš vedela gor, tvoja šestka? Če ne boš poskusila, ne? Če ne boš pogledala. In gre v 6. štuk, lepo potrka na vrata, pošpeja noter, pa vidi same ženske. Noč na vratih ni pisali, že prej, ne, bilo malo čuden. Pa nastopi noter, se čudi, kako to so se zmotili, ne, postopi pa noter, pa vidi čez cel zid napis. Ta etaža je pa za ženske, ki niso pa nikdar zadovoljne s svojimi moškimi. Genialno. Lahko bi tudi kontra bilo napisano, ampak poanta, ja. Aktivno biti zadovoljen. Kar pa, da bomo jasni, Dharma Patni... Čakaj, zdaj pa to ponovi. Aktivno biti zadovoljen, okej? S seboj in z drugimi. Dharma, da bomo pa jasni, da se slučajno ne govori o tem, da bi mogla biti ženska, cankarjevska ženska, lažno ponižna. Dharma Patni je izraz v sanskrtu za damo, kar pomeni, da če pa vidi dama, da se je pa moški zakavče za lepo, zadnjih 24 let, mora pa tudi znati
na en lep način ga od tega kavča odlepiti. Brez da kličejo, ne vem, gasilce, da ga bojo odrezali, ampak ne takega. Najprej ono z občutkom, ne, ti, kaj bomo pa danes midva jedla zvečer. Sem hotela palačinke narediti, pa vidim, da imamo samo ono, sami neki ščurki so že posušeni, pa to ga verjetno bomo jedla. Ne, tak, ne, da pa lahko tak človek dela, ono, preprosto imeti polno srce. Kar ga pa filaš za dobro družbo, kot evo se tudi na vaši televiziji redno sreča. Hvala, Andrej. Povabiva najine gledalke in gledalce. Zagotovo ne čakajte, da bi prišli do 6. nadstropja in uživajte življenje drug z drugim. Srečno. Hvala, srečno. Hvala, Andrej. Hvala, enako. Ja.